Za multiplo sklerozo, poimenovano tudi bolezen tisočerih obrazov, vemo, da se jo praviloma odkrije kasneje v življenju, tam nekje med 20. in 40. letom starosti, vendar vedno ni tako. In točno takšna je tudi vaša izkušnja. Kako je bilo, ko so to bolezen diagnosticirali, kako se je odvijalo zdravljenje, kako ste pravzaprav v tem zgodnjem obdobju življenja to bolezen sprejeli in kako so vam bili v oporo, v pomoč vaši starši, vaši bližnji, prijatelji? V bistvu začelo se je vse skupaj, ko sem bil star 13 let. Takrat sem šel zjutraj v šolo, tega še se dobro spomnim in nisem imel ravnotežja. In to je opazila v šoli učiteljica pri biologiji, ker sem šel pred tablo in sem prav padel na tablo. In takrat je rekla, kako dolgo že to opažam, in so potem poklicali starše in so me peljali k zdravniku. Tam so me dali na Ptuju v bolnišnico in je bila takrat verjetno, po mojih mnenju, težava, ker je bilo to okoli 1. novembra, ker so bili prazniki pa tako in niso jih nekaj dosti počeli z mano. So me pa potem po tednu dni dali v Maribor, kjer so naredili punkcijo, magnetno resonanco in naslednji dan so me takoj poslali v Ljubljano. So rekli, da vejo diagnozo, vendar sem premlad za njih. V Ljubljani so ponovili vse teste in takrat so mi povedali, da imam multiplo sklerozo. In moj prvi instinkt pri 13 skleroza, izgubil bom spomin. To je bilo moje prvo mišljenje. Kasneje so mi seveda povedali, kaj to je, kako se poteka, da je v bistvu res bolezen tisočerih obrazov, da enega prizadene to, drugega ono. Takrat sem začel z medrolom in sem imel kar visoke doze medrola, tablete. In zmer, ko so znižali, je bil zagon, spet zvišali bolj, znižali zagon. In potem sem imel na voljo 3 vrste zdravil, injekcije vsak dan, injekcije vsak drug dan ali pa injekcije 3-krat na teden. Takrat so mi dali injekcije 3-krat na teden ob tabletah 1-krat na teden. Vendar tistih tablet po določenem času več skrivali so mi jih v banane, v sendviče, vse mogoče, ampak je prišla nedelja, da bi mogel vzeti tablete, meni je želodec obrnilo in so tablete ukinili. Potem se je stanje poslabšalo, sem dobil spet zagon, injekcije niso učinkovale in so mi dali novo terapijo, ker v tem času je že kar nekaj novih terapij prišlo na trg in sem dobil infuzijo vsake 4 tedne. Po teh infuzijah mislim, da sem imel en zagon mogoče in je to zdaj že kar precej let, kar jih imam. S tem, da so tudi zdaj te infuzije spremenili v injekcije, da imam samo 2 injekcije na 4 tedne, grem v UKC, dobim injekcije, me pregledajo in je to. In odkar imam to zdravilo, bolezen miruje. Kar se tiče odziva drugih, mislim, da je ta bolezen predvsem prizadela moje starše, bolj kot mene. Mislim, da sem jaz to bolezen tako dobro sprejel, ker sem v bistvu vse, kar sem doživel pomembnega v življenju, sem doživljal z to bolezni. Se pravi, doživel sem prvi poljub s to boleznijo, doživel prvo punco, prvo spolno izkušnjo, če tako lahko rečem, vse je bilo s to boleznijo in nimam primerjave. Ko sem bil zdrav, sem lahko tako, zdaj, ko sem bolan, pa tako, ampak v bistvu je vse, ker sem bolan. Tudi prvo potovanje, vse je bilo s to boleznijo in v bistvu nikoli nisem pustil, da bi me ovirala, vedno sem vse hotel sam, to je bila moja trma tudi, da sem vedno želel vse sam, čeprav so me želeli ujčkati, nisem tega pustil, ker vem, da bi to samo slabo vplivalo name in morda tudi zato še lahko rečem, da dober funkcioniram. Lani sem celo bil v Parizu, sem videl Mona Lizo čisto od blizu, tako da to je bil en res vrhunski dosežek zame in tega ne bom v življenju pozabil. Tle se moram res zahvaliti punci, da me je skoraj prisilila v to, da sva šla na letalo na prvi polet. Je pa mislim, da mogoče starše bolj prizadelo, kako bom jaz funkcioniral, ker so pa videli sam slabe plati tega, da res, ko prideš na društvo, pa tam zagledaš vozičkarje, pa tako vidiš sebe v tej vlogi, ampak jaz sem videl tiste, ki so bili v redu. Moji pa žal tiste, ki so bili mogoče malo slabi. In sem dejansko mogoče jaz bolj njih tolažil, kot pa oni mene.
In zdaj jim vi, oziroma ves čas ste jim vi dokazovali, da pravzaprav ni bolezen tista, ki bi usmerjala vaše življenje, ampak saj ste postali vi tisti, ki usmerjate bolezen in ki z njo tudi zelo kakovostno živite in se ne pustite motiti zaradi nje, kaj ne? Točno tako. In to je bil tudi dokaz, verjetno bolj šok za moje starše, ker sem spoznal punco v novem mestu in sem se odločil, da se preselim k njej. In to je 200 km narazen, in kako boš zdaj, kako boš brez nas, rekel, tako kot sem do zdaj. Vse je šlo lepo, s punco živiva super, imamo svoje stanovanje, skrbiva za njega, sva si en drugemu v uporo in dejansko me bolezen ne ovira pri ničemer. Izkušnja, ki ste jo pripravljeni deliti, je pravzaprav neprecenljiva. Neprecenljiva tudi zato, ker lahko pomaga marsikomu. Marsikomu, ki sam ne zna najti poti iz bolezni, ki se znajde v preveliki stiski, pa naj gre za starše ali za obolelega. Zato bi vas vprašala, kaj polagate na srce nekomu, ki bo dobil enako diagnozo in to že prej, preden bo odrasel, preden bo o tem razmišljal zrelo. Če se to zgodi v otroštvu, se težko spopadeš s tem. Kakšen je najboljši prijem za lepo, mirno pot naprej? Najboljši nasvet, ki ga lahko dam, je živi za danes, ne za jutri. Ker danes si v redu, jutri te ni, to je lahko tudi pri zdravem človeku. In čeprav mogoče za neko stvar porabiš 3-krat več časa, kot bi mogoče, rečemo temu, zdrav človek oziroma oseba brez MS-a, narediš pa jo sam. Tudi sam sem tako bil, da zdaj tega ne morem. Ja, vse lahko, ampak po svojih zmožnostih. Nikoli se omejevati, česar ne moreš, ker vse lahko storimo, vendar mogoče rabimo kako prilagoditev ali pa mogoče samo več časa. Tako, treba se je poslušati in znati uživati v življenju, ki je vedno lahko lepo, kaj ne? Točno tako, točno tako.